Moja Gorenjska. S Kitkom v svet pravljic. Radio Sora v vaši družbi 17:30 je ura in kot vsako torkovo popoldne se bomo tudi danes s Kitkom potopili v svet pravljic. Danes nam bo knjižničarka Tanja Erlah iz knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka prebrala vietnamsko pravljico Vran in pav. Pred davnimi časi sta imela Vran in pav čisto belo perje. Nekoč sta se srečala na vrhu visokega drevesa in se začela zaupno pomenkovati. Potlej pa sta še zapela in zarajala. Naposled se je Vran utrudil in dejal: "Spoštovani pav, ko tako gledam, vidim, da imajo mnogi pripadniki operjenega naroda prelepe in pisane obleke. Stric Kobilar je ves odet v zlato, tisti žlobudravi papagaj ima zeleno obleko, vele spoštovani Galeb pa je sinji. Njihova oblačila so lepa, zato je tudi očem prijetno gledati njihovo rajanje. Midva, spoštovani tovariš, pa nosiva beli obleki, zato najin ples nikogar ne pritegne. Menim, da morava najti čudežno sredstvo, da bi si prebarvala oblačili. Najti morava čudovite barve in si z njimi poslikati perje, da bova najlepša izmed vseh ptic." Pav je poslušal, se globoko zamislil, potem pa izrazil svoje soglasje. Čez nekaj dni sta že imela vse polno različnih vzorcev in barv, pa sta se spet sestala na istem drevesnem vrhu. Zdaj sta imela prav vse barve: živo rdečo, smaragdno zeleno, zlato in črno, modro in vijoličasto. Razvrstila sta jih in se lotila barvanja svojih oblačil. Vran je malo pomislil, potem pa je rekel pavu: "Najprej bom jaz prebarval vas, potem pa vi mene, zato da boste imeli pred seboj vzorec. Samo tako boste namreč lahko meni naslikali lepšo obleko, kot bo vaša. To je edino pravično." Pav se je strinjal in široko raztegnil perutnice, da bi jih Vran lahko poslikal. Ta je naslikal na vsako peresce majhno škrlatno sonce z zlatimi žarki. Bilo je res lepo. Trup in vrat mu je pobarval s spreminjasto zeleno in modro barvo. Čez pol dni je pav že ponosno hodil v svoji pestri, bleščeči se obleki. Ko se je pogledal, je bil tako vesel, da je glasno zapel in zaplesal. Vran ga je opazoval in oči so mu žarele, saj se je že videl v novi obleki. Ta bo še bolj pisana in še bolj bleščeča. Proti večeru sta se spet lotila dela. Tokrat bi moral pav pobarvati Vrana. Pav se je na vso moč trudil, da bi naslikal Vranu nenavadno lepo obleko. Rekel mu je: "Striček, naredil vam bom črn vrat s prelepimi belimi črtami, obe perutnici vam bom prebarval z zlatom, telo in hrbet s škrlatom in modrikasto črno barvo." Vran je malo pomislil in pritrdil. Pav mu je zarisal bele črte na vratu. Ves se je posvetil opravilu. Tedaj pa sta ptiča zaslišala kruljenje svinje in bobnanje iz sosednje vasi. Vran je vztrepetal. Znano je, da je Vran po svoji naravi pohlepen in požrešen. Ko je zaslišal cviljenje, je takoj pomislil, da ga čaka plen. Gotovo imajo slavje in pojedino, imeli bodo svinjino in lahko bi se najedel drobovja. Tam me čaka lep zalogaj, si je rekel. Začel je priganjati pava. "Že prav, spoštovani pav, riši hitreje, mudi se mi, kaj neki tako mečkaš?" Pav pa je risal tako kot prej, skrbno in počasi. Tedaj je svinja še bolj pronicljivo zacvilila. Ko jo je Vran slišal, je iz dna duše zakričal: "Dovolj, spoštovani pav, od lepe obleke ne bom sit, kar zmešaj vse barve, kakor ti pač pridajo pod roke, jaz bom zadovoljen." Pav mu je odgovoril:
Nikar me no tako ne priganjajte, striček, potrpite malo, še pred mrakom bom končal svoje delo. Jutri se boste v prelepi obleki do sitega najedli drobovja. A Vran ga ni več poslušal. Tresel se je od poželjivosti in vpil: moja obleka nikomor nič mar, pobarvati me moraš tako, kot hočem jaz. Po teh besedah je skočil v najbližje stoječo posodo s črno barvo, se prevrnil in na vrat na nos zletel v vas. Po tej kopeli kajpak ni ostalo na njem niti eno belo peresce. Ko je pav videl, kako pohlepen je Vran, se ni več družil z njim. Kadarkoli ga je srečal, je vselej glasno kričal: sramota, sramota!